Prvi amandma se nanaša na blejsko obvoznico, na južno blejsko obvoznico. 750 tisoč evrov, kot sem razumela iz medijev, je to nekako bil tako celo dogovor med občino in ministrstvom, da se v letu 2015 ta sredstva zagotovijo. Tudi občinska obveza je, da zagotovi preostanek do milijona evrov. Denar bi bil zagotovljen za odkup zemljišč in tudi dokončno pripravo projekta, če bi še bilo karkoli potrebno. Jaz verjamem, da se vsi zavedamo, da je ta obvoznica na Bledu več kot ekstremno pomembna. Najprej lahko damo na prvo mesto turizem, potem pa tudi ljudi, ki se vsakodnevno vozijo v Ljubljano in so vsakodnevno deležni zastojev. Najhuje je pa seveda ob turističnih konicah. Tako da s tem amandmajem, spoštovani minister, pravzaprav izpolnjujemo vašo obljubo Blejcem in Gorencem. Drugi amandma v višini 460 tisoč evrov se nanaša na cesto Kranj-Spodnji Brnik. Tam pa res vsak dan, ker se tudi sama vozim, se stoji v koloni zjutraj in popoldan v prometnih konicah. Tudi to je cesta, ki se ljudem obljublja že zelo, zelo dolgo. Skupna vrednost je seveda bistveno višja, ocenjena je na 5,5 milijonov. To niso moje ocene, mislim, da so to ocene direkcije, ki izhajajo iz tudi dokumentov. In mislim, da je skrajni čas, da se s tem problemom spopademo in zagotovimo tudi Kranjčanom normalno pot domov in v službo. Naslednji amandma se nanaša na cesto v Rušah. Tukaj je znesek zelo natančen, 636 tisoč 539, zato ker je to znesek, ki ste ga iz leta 15 prestavili v leto 16. Treba je pa povedati, da je tam cesta tudi z vidika varnosti zelo nevarna. Manjka samo preplastitev, nimajo prehodov za pešce, niso pločniki urejeni, skratka otroci hodijo v šolo po napol narejeni cesti. Tudi tukaj mislim, da je bila obljuba že prejšnjega ministra, da se ta stvar uredi in res je nedopustno, da pustimo na pol dokončan projekt in vse skupaj bomo vlekli še do leta 2016. Naslednji amandma se nanaša na primorski del, na cesto Branik-Komen. To je tudi po oceni direkcije močno poškodovana cesta, to je ena izmed najbolj poškodovanih cest. Tudi tukaj gre spet za zamik iz enega leta na naslednje leto in jaz mislim, da je prav, da se teh 200 tisoč evrov zagotovi v letošnjem letu. In zadnji amandma se nanaša na Belo krajino. Že prej je bila omenjena tretja razvojna os. Ne vem, kdaj bo ta cesta zagledala luč sveta, ampak ljudje, ki se vozijo po cesti v Belo krajino ali pa iz Bele krajine, so prav tako državljani Republike Slovenije in jaz mislim, da si zaslužijo, glede na to, da že delovnih mest v tistem okolju ni največ in da si jih velika večina poišče službe in zaposlitev v Ljubljani, da se vsaj kolikor toliko varno lahko pripeljejo od doma v službo in nazaj. Zato predlagamo, da se del, ki še ni bil renoviran, če lahko uporabim takšno besedo, to je odsek Kot pri Semiču do Črnomlja,
vključi v načrt razvojnih programov že z letom 2015, seveda pa potem bo treba zagotoviti sredstva tudi za naprej. Skupen obseg teh amandmajev je 2,5 milijona in nekaj, skratka ne denar, ki bi ga v skoraj 10 milijardnem proračunu bilo nemogoče zagotoviti in